Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu oddaje Župan za vas. Danes smo na obisku v občini Beltinci, kjer nas je prav prijazno sprejel župan občine Beltinci Marko Virag. Dober dan. Dober dan, seveda vam in pa vašim gledalkam in gledalcem. Gospod župan, minuli teden ste opravili sejo občinskega sveta, na njem je bilo kar nekaj zanimivih in pestrih točk, med drugim tudi rebalans proračuna za minulo leto. Tako, točk je bilo ogromno, ampak nekako smo v tem časovnem obdobju, ko na občino prihajajo letna poročila in pa seveda programi dela oziroma finančni načrti naših zavodov, kjer smo lastniki oziroma soustanovitelji. In potem je gro točk povezano s tem, se pravi od vrtcev, zdravstvenega doma, potem seveda pride tudi osnovna šola in tako naprej. Kot pa ste izpostavili, glavna točka pa je seveda predstavljala zgodba okrog rebalansa proračuna za leto 2022, kajti v občini Beltinci sprejemamo dvoletni proračun in seveda se v 2 letih spremeni ali pa se je spremenilo marsikaj tistega, kar morda takrat še nismo načrtovali, pričakovali, in seveda je to pogojeno potem tudi z spremembami znotraj proračuna, vendar pa nekako rebalans je šel tako skozi, kot smo si zastavili tukaj na občinski upravi, torej bil je sprejet in sedaj je pred nami ogromno dela. Se svetnikom in svetnici zahvaljujem za to zgodbo, po eni strani za zaupanje, da lahko delamo naprej. Smo pa nekako poglavitne tiste niti tudi znotraj proračuna predstavili, predvsem vezano na dodatne nekako projekte, ki jih sedaj načrtujemo, kajti odpirajo se počasi posamezni razpisi iz perspektiv, ki so na voljo, predvsem iz načrta za okrevanje in odpornost. Seveda tudi je tukaj pogojeno, da smo na določenih projektih že bili oziroma razpisi že bili uspešni in je sedaj potrebno morda zagotoviti tudi dodatna sredstva, kajti cene so pošle v nekako višave zaradi takšnih in drugačnih okoliščin, ki smo jim priča. Ampak nekako smo fizično bili sposobni to tudi nekako predelati na občini, seveda najprej projekte, jih prilagoditi, po drugi strani pa tudi finančno kondicija občine je zadovoljiva, tako da lahko spremljamo oziroma gremo z razvojem naprej, kot smo si zastavili. In predvsem nas veseli dejstvo, da imamo torej projekte na zalogo, da bomo lahko peljali in pričakujemo torej te razpise, da bomo, verjamem, da uspešni. Če pa pogledam posamezno, so pa nekako 3-4 malo večji projekti sedaj prišli zraven, predvsem projekt, ker smo ga z 10 partnerji iz 8 držav prijavili na razpis Central Europe, se pravi, kjer vežemo to brezemisijsko noto, kjer želimo nekako najprej seveda ugotavljati, kje smo, na kateri stopnici znotraj te zelenega dela Slovenije oziroma te zelene note. Istočasno seveda ta projekt pogojen tudi za digitalno preobrazbo, se pravi, te dve noti, se pravi Digital in Green Europe, zasledujemo. Tukaj je čez 2 milijona vrednost projekta, od tega nekaj četrtina bi zapadla občini Beltinci kot vodilnemu partnerju. Potem seveda smo skupaj z Saubermacher Kommunalo pristopili k projektu Las pri dobrih ljudeh, kjer se bodo dejansko postavili dodatni zabojniki za odpadno jedilno olje in pa tekstil, torej tudi tukaj nekako gledamo v zeleno varovanje okolja. Prav tako gremo tukaj v korak seveda z določenimi drugimi še projekti, kjer tukaj Zavod za turizem, kulturo in šport pelje svojo zgodbo, se pravi Waterway, kjer bi tukaj določene poti od otoka Ljubezni naprej opremili z igrali, z tematskimi stvarmi. Prav tako pa smo znotraj proračuna dvignili sredstva za rojstvo otroka, se pravi, sedaj je 500 evrov ta znesek, tako da se je nekako že drugič znotraj tega mandata sredstva so dvignila. Kajti trend je pozitiven v naši občini, po dolgem času ugotavljamo bistveno več rojstev in če je k temu prispeval ta dodaten dvig, potem pa upam, da bo ponoven dvig še bolj prispeval, kajti vsi se zavedamo, da moramo imeti pozitivno prirast, kajti na ta način bodo potem tudi vrtci, šole in pa pozneje živelo. Številni projekti vas torej čakajo, za vami pa je tudi kar nekaj uspešno izvedenih investicij, katere ste v tem zadnjem času nekako dokončali. Kar se tiče izvedenih investicij, seveda je ogromno tega bilo postorjeno tako na
nekako cestni infrastrukturi, na vodovodu, tudi na kanalizacijskem področju, vse skupaj z našim komunalnim podjetjem delajo zgodbe, tako kot nekako smo si zadali. Vmes seveda pride tudi kakšni defekti, ki se sprotno odpravljajo. Smo pa seveda veseli, da ta investicijski cikel peljemo tako nekako v smeri, kot je tudi pričakovan se strani ne samo nas, ampak tudi občank in občanov. Tako smo dejansko zaključili z tribunami v Lipovcih, kjer bi bile odprte pred 2-3 dnevi, ampak zaradi slabega vremena je ta dogodek prestavljen. Prav tako smo slavnostnemu namenu predali tudi ta sejemski prostor oziroma mini tržnico, ki je nekako zaživela znotraj praznovanja začetka pomladi. Je seveda tudi prvi dogodek znotraj obeležitve 700 let omembe od Beltinec in pa seveda ostalih vasi občine Beltinci. Je tudi doprinos k temu, da Beltinci ponovno nekako postajamo to sejemsko trško mesto, če smem tako povedati, kajti že več kot 200 let imamo tudi uradno priznane pravice, kar se tiče trga. Tako da nekako v tej smeri peljemo. Pred nami so seveda tudi druge investicije, ki so povezane z nekako po eni strani z vrtcem Beltinci, kjer bomo v kratkem začeli z deli pri dograditvi 2 prostorov zraven, se pravi tudi terase se bodo prenovile. Pristopili bomo tudi k izgradnji novih slačilnic oziroma večnamenskega prostora, če smem tako povedati, v Lipi. Tudi ogromno stvari se bo po ostalih vaseh izvedlo, kajti nekako po eni strani seveda imamo dolžnost do občank in občanov, kajti v predvolilnem času smo nekaj obljubili in verjamem, da bomo velik del tega, vsaj do konca tega mandata tudi izpolnili. Nekaj verjetno ne bo izpolnjenega, ampak moramo si pa priznati, da je korona tudi naredila svoje. In v luči nekako opuščanja omejitev zaradi koronavirusa se je tudi življenje nekoliko sprostilo in popestrili so ga številni dogodki, tudi tukaj pri vas v Beltincih. Nedavno ste tako poleg obeležitve kulturnega praznika izpostavili tudi končno po 2 letih, lahko rečeva, najboljše športnike v vaši občini. Tako, ta dogodek je seveda nekako ponavadi bil začetek tistih najlepših dogodkov, ko se po eni strani seveda lahko zahvališ tistim, ki so uspešni. To je najmanj, kaj lahko naredimo, ne samo za športnike, ampak tudi za vse ostale, tako občanke in občane, kot tudi tiste, ki prihajajo morda k delovanju naših društev. In pri športnikih seveda smo veseli, da je ogromno mladih zelo aktivnih, da je ogromno mladih uspešnih, morda celo najboljših v svoji generaciji in nekako njim za to zahvalo želimo povedati, da so videni, da so slišani in da jim naj je to nekako spodbuda za še boljši napredek. Na tem področju seveda športnem je občina Beltinci vedno bila močna in ta trend se nadaljuje. Tudi navsezadnje z vlaganjem v infrastrukturo si želimo nekako iti v korak s časom, z uspešnostjo naših športnic in športnikov. V luči tega, da nekako gremo v korak s časom z našimi športnicami in športniki, smo nekako posodabljamo infrastrukturo in v ta namen smo tudi med drugim gostili predsednika Atletske zveze gospoda Dobnikarja in pa državnega sekretarja domačina dr. Slavinca in nekako njima predstavili zgodbo projekta atletskega stadiona, ki je nekako nuja v regiji in verjamem, da v občini Beltinci, kjer že imamo 400-metrsko atletsko stezo, smo primerni za to, da bo tukaj regijski center nastal. Tudi torej navsezadnje rezultati kažejo pravo zgodbo. In ostale stvari pa, kar se tiče športa, tudi znotraj tega mandata smo bistveno povišali sredstva za delovanje športnih društev, kajti nekako preko športa se še vseeno kaže tisto največja motivacija mladih, da grejo od računalnika, od televizije in da nekako pridejo torej po eni strani seveda se aktivno preživljati prosti čas, po drugi strani pa seveda družiti in da si nekako prizgojijo tudi tiste prave vrednote, ki jih šport kot tak seveda pogojuje. V mesecu marcu tradicionalno po večini krajev Pomurja poteka očiščevalna akcija, tudi pri vas je bilo tako in ste ob pomoči krajanov in krajank nekako očistili vaše kraje.
kot ponavadi, če je seveda vse tako, kot mora biti, se res v mesecu marcu dogajajo te akcije, kjer nekako čistimo za tistimi, ki pač nimajo primernega odnosa do okolja, pa tudi seveda s tem tudi do samega sebe. Čeprav nekako sam vedno pravim, da gre tukaj za dajanje potuhe nekomu, ki mu je težko, ko po eni strani naloži vso to svinjarijo na svojo prikolico ali pa v avto, pa odpelje, pa odvrže v naravi. V občini Beltinci imamo 6 dni v tednu odprt zbirni center, ki je torej dosegljiv za večino frakcij, da se lahko torej odpadki odpeljejo ta, se brezplačno prevzamejo in res težko je razumeti, da ogromno odpadkov še vedno konča v naravi, ampak se pravi, morali bomo tudi skupaj z Obermacher komunalo še bistveno več delati na ozaveščanju. Po drugi strani pa seveda tudi smo naročili medobčinskemu inšpektoratu, da bo moral poostriti nadzor in da pač tiste, ki to delajo, tudi strogo kaznovati. Če pa se vrnem, seveda zahvaljujem se vsem krajankam in krajanom, ki so se odločili za to akcijo. Zbralo se je, nažalost, ogromno količine odpadkov, ki pa so po drugi strani vsaj sedaj končali na ustreznem mestu. Tukaj tudi zahvala Zavodu za turizem, kulturo in šport, ki je nekako bil promotor te zgodbe, tudi nekako organizacijsko speljal, seveda z komunalnim podjetjem Komuna Beltinci. Tako da, pravim, po eni strani je v redu, da se ljudje družimo ob dogodkih, ampak pri takih dogodkih pa vseeno je tisti negativen trend zaznati, da še vedno ogromno odpadkov konča tam, kjer mi res ni mesto in kjer na koncu škodijo tudi tistemu, ki odvrže to zgodbo. Če se na tem mestu dotakneva še nekoliko manj prijetne zgodbe v luči dogajanja v Ukrajini, ste tudi pri vas nekako organizirali akcijo zbiranja humanitarne pomoči. Tako, nažalost, ko smo po eni strani govorili, da je korona takrat bila v upadu, se nam pa je zgodilo na svetovnem nekako pladnju ta zgodba okrog vojne, ki jo je pač Rusija napovedala in tudi uresničila sosednji državi Ukrajini. In z žalostjo pač ugotavljamo, da seveda nobena vojna ni brez takšnih in drugačnih žrtev, tudi smrtnih nažalost. In vedno se sam pri sebi sprašujem, kdaj se bo človeštvo res naučilo, da vojna ni primerna, še najmanj pa v 21. stoletju, ko lahko z grozodejstvi gledamo za nazaj vse te norije, ki so se dogajale, pa lahko vemo dolgo ali pa tudi nedolgo nazaj in se še vedno dogajajo. Namreč vojni težko bi lahko vedeli, da je zmagovalec. Ampak nekako smo, tako kot vedno, ne samo Prekmurci, ne samo v občini Beltinci, ampak tudi generalno Slovenci, znali stopiti skupaj, smo pripravljeni pomagati tisti, ki pomoč potrebujejo in skupaj z župnijsko Karitas v Beltincih, tudi z občino Beltinci in pa seveda z osnovno šolo smo tukaj pristopili in po eni strani zbrali ogromno materijala, ki se je odpeljal dol v Ukrajino, po drugi strani pa seveda smo tudi z finančnimi sredstvi pomagali, da se je pa nabavili predvsem zdravstveni sanitetni material, tega je bilo čez 5000 evrov in po eni strani nas torej veseli, da smo znali stopiti skupaj, še bolj pa veseli dejstvo, da je ta konvoj, ki je odpeljal, že mislim, da v 3 ali 4 dneh bil dostavljen na primerna mesta, kjer so si ljudje pač s tem opomogli. Verjamem pa in pa želim si, da pa se ta norija res čim prej zaključi, kajti pristaš sem tega, da če že imamo neka trenja, da je se potrebno sesti in pa dogovoriti. Seveda vsak z različnimi argumenti na začetku nastopi, potem pa je potrebno nekako priti skupaj, tudi stopiti vdaj korak nazaj pri svojih prepričanjih in potem verjamem, da bo mir končno tukaj kot neka logična posledica normalnega življenja v 21. stoletju. Preden se župan občine Beltinci Marko Virant posloviva, nekoliko poglejva še vnaprej v pestro paleto dogodkov, ki sledi pri vas v občini Beltinci. Tako, verjamem in upam in želim si, da nas sedaj neka višja sila ne bo preganjala, da bi morali ponovno biti nekako inovativni pri tem, kako bomo preživljali ali doživljali te dogodke, predvsem v tej smeri, da ne bodo samo v neki digitalni obliki, ampak da se bomo lahko torej res podružili, poveselili, se lahko tudi normalno objeli, si povedali vse tisto, kar se nam je zgodilo dobrega ali pa tudi slabega v teh morda 2 letih.
Pred nami je seveda praznovanje 50. folklornega festivala, pred nami je 70 let delovanja Društva upokojencev v Beltincih, pred nami je 100 let Lipavske kapele, pred nami je obeležitev 100 let prostovoljnega gasilskega društva na Melincih, tudi nekako dogodek ob 140. obletnici delovanja prostovoljnega gasilskega društva v Beltincih je pred nami. Seveda vsi tisti dogodki, ki so pa itak tradicionalni, od Krumplove noči do Bujreških dnevov, do vsega, kar imamo v občini Beltinci, ogromno za pokazati. Verjamem, da se bo zvrstilo. Vmes pa bomo seveda tudi še sami pridali določene dogodke, ki bodo nekako povezani v tej smeri praznovanja teh 700 let, kot sem povedal. Tudi zanimiva zgodba se bo zgodila 22. aprila, pa bo trajala se tja do 18. maja, namreč z Biotehniško fakulteto v Ljubljani, oddelek krajinska arhitektura, bomo končno tudi tukaj, lahko bi po 2 letih, tam v prostorih gradu prikazali dejansko neke skice, tudi projektne naloge študentov, ki so takrat bili v Beltincih in si ogledovali park in samo središče. Nastalo je ogromno zanimivih idej, ta razstava bo odprta, torej verjamem, da se bomo v tej zgodbi tudi našli morda v prihodnosti, ko bomo uresničevali kakršnekoli projekte. Znotraj parka se seveda tudi pripravlja zgodba o tem, da bomo začeli zasajevati nazaj drevesa, kajti kar nekaj jih je bilo zaradi dotrajanosti in nevarnosti odstranjenih. Tako da bom nekako povedal, ogromno dogodkov lepih je pred nami in verjamem, da se jih bomo z veseljem udeležili in da bomo nekako potem spet se počasi vračali v tisto normalo, ki je bila morda 2-3 leta nazaj, torej ko smo se vedeli bistveno bolj poveseliti in predvsem pa, ko smo bili bistveno bolj povezani, složni in enotni. Župan občine Beltinci Marko Virek, najlepša hvala za vse povedano in do prihodnjega srečanja vam želim seveda uspešno delo. Hvala lepa in pa lep dan še naprej. Spoštovane gledalke in gledalci, najlepša hvala, da ste nas spremljali. Ostanite še naprej v naši družbi in se imejte lepo. Nasvidenje.